Spoštovane in spoštovani, prav prijazen dober večer. Želimo tudi v današnji oddaji, v kateri prav prijazno zdaj pozdravljam Staneta Sevšnikarja. Stane, dober večer. Dober večer. Nekaj malih tehničnih težav, ampak zdaj smo tu v živo za vse naše gledalce. Nič niste opazili, ker nič ni bilo, ne? Stane, tudi tokrat torej o zdravi soli, hrana in sol, oddaja, v kateri govorimo o lepoti, bogatstvu, zdravju, marsičem, kar nekako bogati naše življenje, ampak bistvena stvar tega pa je, da smo zdravi, da je naše telo v ravnovesju, da je naš uravnovešen in k temu pripomore tudi zdrava sol. Nekaj več bova povedala o samih paketih te zdrave soli, ampak najprej naj povabiva gledalke, gledalce, pokličite nas, vprašajte, kar vas zanima. Seveda ima Stane za vas pripravljeno tudi nagrado. Že velika nagrada je, da boste izvedeli kakšen odgovor, kako biti čim bolj zdravi, seveda pa boste dobili tudi nekaj za pokušino, kako in kaj poskusiti, če še niste uporabnik zdrave soli, pa verjamem, da jo že dobro poznate. Naši dve telefonski številki sta napisani spodaj, oziroma ena tista 090 500 600 za direkten klic v naš studio, drugače pa tudi odzivnik vam je na voljo 24 ur na dan. Tam Stane pozorno preposluša vse vaše besede, vsa vaša vprašanja. Številka se tudi zapiše in potem Stane pokličete nazaj in se pogovorite, kako in kaj. Seveda, pa tudi to je, tisti, ko v oddajo pride, sva rekla, da dobi nagrado, pač tako kompenzacijo. Naj pokliče potem na ta odzivnik in pusti svoje podatke, naslov telefonski, ni treba, ker se tako posnete, podatke pa kam boste poslali, da ne zamujamo. Tako, ja. Tako, Stane, zdaj pa ena novost, zanimivost, vedno sva predstavljala v malo manjšem pakiranju soli oziroma doze in vse pripomočke za zraven. Kaj pa imate danes tukaj? Ste rekli, vse to je v enem paketu. Ja, seveda, ker zakaj? Zdaj teh par oddaj, kolikor jih imamo v tem terminu, najpogostejši vprašanja na odzivnik, pa tudi v živo, ko so bila ta, kako dolgo pa kdaj se opazijo učinki in kako dolgo traja, da se človek uravnoteži. Učinki se začne opažati z eno dozo, že ne, če gre, ampak govorimo o tem, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, to jaz vedno pravim, ne. Če tableti ne pomagajo, niti naravna zdravila ne pomagajo, manj človek pomisli, da je nekaj druga narobe. In to drugo je točno sol, ki privede do tega, da postane organizem debalansom med elektroliti in kalorijami prej že v porciji, potem pa v organizmu. Tako da zdaj, to je 9-mesečni paket za uporabo in v prehrani in v osebni negi, približno pol na mesec ena doza, 9 doz je to, ne. In tisti, kateri imajo resne težave, je pametno, da se loti vsega, da prebere knjigo, da prebere recepte kuharske, bomo pol jih malo razložila, ne. Potem pa da proba, zgaga test, noter tudi ta zgaga test, en tak moždarček je bolj priložen za to, ne da se, ker ni treba več, zdaj je že to taka frakcija, tega ni treba, ampak da si spremlja porabo, ne, da dajo prevedko not, pa da spremlja, koliko uporabili dnevno, da se prav tako resno loti, ne. In je pametno, da začne s tem takim paketom, kar je na koncu tudi najceneje, če posamično kupuje, pride dvakrat več, kot pa tako v paketu. To je prvi paket, drugi je pa potem, da ko že vse človek ima, pa ve vse, pol je pa naslednji tak, je pa 18 doz, dvakrat več. Ceni so iste, to ne smemo govoriti, kakve so, ampak pravim, je pa skoraj polovico cenekov, pa če posamično. Posamezno, če bi kupovali. Ki se pa tudi dobijo, vse. Tako da to ni. In to bi lahko rekli, kaj 9-mesečni tak nosečniški ni, ampak tudi za nosečnice je to. Za prerojene. Tvega je ogromno. Tudi vprašanja so noter bila, kaj pa naj moja čerka je ena gospa spraševala, zdaj je noseča, pa ne vem, kaj ima sladkorno, tisti povišan cukor, kar je pogost pojav, dan že menda. In ja, čisto možno je, da
da se takrat podsoli tako žargonno pravim, ker otrok rabi tudi elektrolite in izčrpa iz mame, ne, in potem vse sorte... Hitreje zmanjka, ne? Ja. Če ne vnašamo dovolj. Se pravi, 9 doz ste rekli in za prehrano in za osebno nego. Midva bova zdaj razdelala, kaj je za prehrano, kako osebno nego oziroma negovati se tudi soljo, čeprav sva o tem že veliko povedala, pa vendar. Tole pripomoček za... To je za zunanjo uporabo, taka šprica, brizgalka, sprej, ne, da si naredi človek, pa se suha koža, če je, ne. Ampak še nekaj druga je, kar zdaj raziskujem, pa testiram. Danes sva glih z eno gospo govorila, kar se že zdaj penetrikrat, okrog uporabe tudi pri rožah, ne, in pri normalni, pri žitaricah tudi. Ker to je logično, ker kaj se dogaja, ko pada dež, ne, ali pa so poplave. Izpirajo točno tisto, kar se topi v vodi, ne. In to je točno sol. Ne po posamičnih, manjka kalija, manjka natrija, manjka fosfata, to že tudi, ampak osnova sem siguren in je gospa že potrdila, pa jaz to vem, ker jaz sem to čisto na začetku ženi tudi rekel, je probala kar po rožah, no. Ampak koncentracija mora biti pa... Čisto blaga verjetno, ne? Ja, ne fiziološka 0,9, ampak 10krat manj, ne. En tak pokrovček na liter, to je tak, ali pa na 10 litrov ena je prevedka. Taka blaga raztopina. Ravno toliko, da je, ne? In taka blaga raztopina je tudi fino mineralna voda, tisti, ko spije liter, 2 na dan, tudi ne več, ne. Ko pa en pokrovček, 1 gram na liter, ne. Ne 10 gramov na liter. Tako da je vse skupaj, bomo videli, kako bo ta poskus je meni že tako uspel takrat, jaz sem to videl, sam nisem pol, sem čisto pozabil, zadnjič me je pa ta gospa spomnila. To sem bil rekel, in zdaj ona tudi testira, vse mogoče se bo kaj javila. Je že rekla rožice, je imela nekaj uši gor ali kaj. Ja? Ja, se tak sem jaz tudi takrat s neko ženi, zdaj pa probaj, no kaj. Poskusi, ja. Zdaj bo še pa na pšenico, pa tak naprej, no. Ker, logično je, no. Sploh pa pri teh kulturah, monokulture so danes že, ne, in dodajajo samo selekcionirane, to so tudi elektroliti, kar dodajajo umetna gnojila. Saj to je elektrolit na kraju, ne. Umetna gnojila, ne, naravna. Pa tudi tam, no, in... No, sol je vsekakor v naravi prisotna, ne? Ja, vse, kar se v vodi topi, je v morju in potem v solju, moraš pa znati ven dobiti, ne. Pa pravilno uporabljati, pa pol za človeško zdravje, ampak tudi za zdravje rastlin, ne, očitno. Ja, očitno. Kilave, pa šprice, pa spet neke dodatke, tako pa tablete druge, pa tako da bomo videli, to bo zanimiva tema, pol, če bojo rezultati pozitivni, samo ni razloga, ne bili, ne. Samo ne pretiravati, pa ne, da bi ne vem kako raztopino koncentrirano ribo polil, gor se bo posušilo vse skupaj. Tako. Če bi tako morsko vodo vrbil. Kot da bi z morsko vodo zalivali. Tisto bi že bilo prehudo, ne, tako čisto blaga. No, to je zdaj dodatno še, ne, ampak drugače pa v prehrani približno pol 240 gramske doze, no, ali pa 5 gramov na dan, zdravniki pravijo, se strinjam popolno, ampak to lahko edino s to soljo na ta način, ko jaz to razlagam, dosežeš. Če rečemo, 30 dni je to malo več kot pol, no. Ostalo, ja, bi bilo 150 gramov, ne. Tistih 90 pa za večji zadost, da se šprica človek pa zobe umiva. Eno dozo imamo čisto dovolj za tako, za prehrano, kot nego. Ja, kompletno. Tisti, ko bo danes poklical, se bo javil noter, pa tudi na odzivnik pol za probo. Če se ne bo kar za to odločil, zdaj, kar se tudi lahko, samo bomo že pol, se boste dovolili, kako je kaj. Ja, ampak tisti bo že prve učinke takoj tudi videl. Učinki se začnejo pri zgagi, recimo, ne. To je takoj, če je razlog zgage v debalansu, ampak jaz po 90% podatkov, ko jih imam, poslušam, vse sorte pa mi razlagajo, je točno to, ne. Potem, paradontoza, sem predvčerajšnja, da je bila tema na televiziji. Ja. To sem jaz tudi v začetku malo poudaril, pa sem pa pozabil, zdaj pa po parih letih sem se spomnil, ne. To je tudi en znak debalansa, če ti krvavi odlesni, ne. In najbolj enostavno test je to, zgala test narediš, ali pa
samo daš na jezik, pa poslušaš, če te peče, ne? To so vnetja živa. In pol tiste glivice, smo slušali, kak jih zdravijo, ali pa kaj so že to je bakterije, vsega je noter, ne? Za dlesnimi ampak zakaj to prije? Za tega, ker slina mora biti slana. Ja. V slini je že ime, skoraj tako solze, mora biti slana, solza, ne? Slina, mora biti in pH mora biti alkalen, ne kisel, to je tudi enostavno narediti test s testnim lističem pH, ne? Daš na jezik, poližeš, pa vidiš. Jaz sem tako kisli, kako satan takrat pred 13 leti. So rdeče pa modre barve, ne? Tako približno to je. Ja. Mora biti alkalen je moder, ne pač po tistih skalah, različne so, no, ampak samo pravim, niti tega testa ni treba delati. Tega narediš, pa boš čuti, če te tam okrog peče pod lesnik, je to odprta rana, ne? In ne moreš to drugače, mislim, ne moreš to drugače. Se že da, vse sorte antibiotik, pa nekaj vse pol ga lomijo, ampak tisto ne lomijo. Če manjka soli, če slina ni slana, ne bo nič pomagalo. To je dejstvo. Tako se pravi, zgaga test je tudi za vse druge, ne? Ja, to je v osnovu, da naredi. Ja, v osnovu, samo kristalče gleda na jezik, pa ocenjuje prijetnost, pa neprijetnost okusa, ne, v takem paketu so tudi navodila noter, pa tisti, ko bo noter kliče, dobi tudi navodila, pa tudi tak zgaga test noter za doze. Zgaga test, jaz sem imenoval, ampak to ni samo, da bi testiral na zgago, ampak to je najbolj vidno, ne. In če ima resnično zgago se v začetku, ko bo začel nekdo lahko 2 deci slane vode, tako spije vsako jutro oziroma takrat, ko začuti, ne. Ampak pol, ko pa začne to uporabljati redno v prehrani, na ta način, da kuha vse neslano brez začim tudi, ne, in teh jušnih pa raznih dodatkov, ki so vsebujejo, zgaga tako se gine potem, ne, ker se uravnoteži telo in zgage ni, ne. Če je razlog v tem, ampak pravim, 90% je razlog točno v tem neravnotežju. In potem, ko mi ugotovimo, da res imamo porušeno ravnotežje, kako potem začnemo, kako se lotimo? Zdaj sicer v knjigi, ne? Ja, zato pravim, naj si prebere knjigo, naj si prebere recepte, tam noter je 30 takih 25 receptov, pa 5 vprašanj, piše noter, naj si sama napiše, kako bo skuhala. Ampak osvoji to metodo, bo vsak kuhar to znal za čisto vse recepte, ki jih je natavžen, tako kot hočete, ne. Niso nič napačni, napaka je samo v soli. In kako jo uporabljamo, ne? Stane bova še enkrat ponovila, kako se pravilno uporablja zdrava sol, da je potem res učinek najboljši. Kuhati je ne smemo, ne? Ne peč, ne kuha, nič pregret čez 65 stopinj, niti začim tudi ne, ker so pomembne, ne. Kuhati neslano, peč pa vse neslano, pa brez začim, pa potem pod 65 stopinj. To je temperatura juhe na krožniku, ne, tako prstno daš, pa na žlico probaš, to je še vedno vroče, to ni hladno, ne. Je vroče, ampak ni pa tako, da bi nas opeklo, ne, oziroma... In posoliš na zgornjo mejo okusa, ne čim manj. Ja. Nič to ne soli si, ne. To ne, tu pri tem splošni promociji ne soli si je že v redu, samo je treba povedati, o kateri soli to govora. Da je to jodirana sol. Ja, ampak tega nikjer ne govorijo, ne zdravniki, ne. Nihče, ampak pa kar čim manj soli. To je totalno napačno. Ja, ne, za ono sol ne čim manj, tiste čisto nič jedilne. Ampak to je pol, če tako nekdo dela, je tudi posledica, se človek zredi, ne, ker v eni porciji ne dobiš dost elektrolitov, telo jo pa rabi, teh 5 gramov. Ja, pa še eno porcijo, pa še eno. Ker z 2 porcijo dobiš elektrolitov za ta prvo, ko si jo pojedel, pa nikoli kraja, ne. Po se pa bašeš, dokler gre kaj not, pa ko ne možeš, pa nehaš, no samo pol imaš in soli preveč v organizmu in kalorij. In preveč hrane vsega, ne. Ja, vsega, pol je pa podatki so pa, vsak dan bombardirajo, ne, podatki o bolezni v porastu, debelost v porastu. Nič se ne niža. Krediti v porastu, dolgovi rastejo. To je vse povezano, država ni zdrava, tako pa ljudje tudi ne. Tako kot ljudje ne, ampak ljudje imamo možnost, ne, da se pozdravimo oziroma da poskrbimo za svoje zdravje. Ja, zato pa pravim, kdor se hoče tako lotiti res, ne študiozno, glih ni treba, pa se bo videl. Ko bo prebral knjigo, jaz sem tako to poskušal na enostaven način opisati in logično, da lahko človek razume, meni ni treba nič verjeti, ne.
Če nekdo sam ne bo potem videl, da imam prav, kar trdim, ne, je pol sicer lahko verjame tudi sosedu, ali pa kjer meni ni treba verjeti nič, ne. Ali pa tako noter kliče, pa izkušnje pravijo. Ampak zato pa je knjiga, ne, da si lahko, ker to je pomembno. Če hočeš res, si moraš resetirati možgane, računalnik, ne, da je sol bela smrt, pa tako naprej, ne, soli si, to moraš čisto zbrisati, ta program, pa tega nastaviti. In ko me en gospod vpraša, kak pa kodiranje, tisto kodiranje, nekaj preveri knjigo, to je prva faza kodiranja, ker če program ni prav nastavljen, nobena koda ne bo pomagala, ne. Lahko pišeš ne vem kako kodo, pravilnost, pa ne boš zašpilalo, ker človeško telo je elektronsko regulirana mašinca, če gledamo fizikalno, fizično, in možgani so kompjuter, ki to vse skupaj uravnava in boljšega od možganov ni, ne. Samo možgane nastaviti na ta pravi program, ne. Ja. Kako pa potem izvajamo vse skupaj? Ko dobimo tale paket, najprej preberemo knjigo, ne. Ja, no pa tudi ko jo gledate, že lahko test mimogrede delate, kar prvi se to naredijo. Kako test naredimo? Samo en kristalček soli na jezik, raztopimo in se poslušamo, ne. Ja, tako ja. Kako naše telo reagira. Ja, če je prijeten okus ali pa celo zelo prijeten, gre za veliko pomanjkanje. Ja. Če je nevtralen, pol to ni razlog, pol ni razlog v tem neravnotežju. Če je pa neprijeten, je pa to, da je to, kar sem prej rekel, da je soli preveč v organizmu, samo ne te, ampak jedilne, ne. Joda, ne. Ja, jod, pa vseh ostalih tudi, vse pol pravim, zato ker 2 porcije poješ, da dobiš za 1 porcijo soli v sebe, jedilne. Tako je čisto na okroglo rečeno, ampak tako da to vse špila, pa na začimbe ne pozabi, tudi takrat jih dodati. Od 65, potem, ja. Pa treba take imati, če so suhe, da niso bile sušene že slučajno čez 65, je vse ista figa, polko če bi kar kuhal, ne. In take malenkosti soki so zelo pomembne, ne. Tako, konec koncev se zato pravim, da je treba prebrati, ker not pa jaz to vse opisujem, pa razlagam, zakaj jaz tako mislim, ne. No, to moramo tudi povedati, da vi ste to doživeli na svoji koži, ne. Ja, vse, če ne tega, ne knjige, ne soline, ne nič, če ne bi jaz to sam sebi kožo reševal, ja, ker bi mogel v bolnico iti, pa me niso takoj vzeli in me tudi niso videli nikoli. Se nisem mogel sprijazniti, zakaj sem glih jaz zbolel, sosed pa ne. To se vsak sprašuje, ko ima neko malo težjo diagnozo. Ampak težka, lahka diagnoza, že ker čisto navadna zgaga je zadosten signal, da ga nekaj lomiš, ne. Je treba kar začeti pri takih malih, ali pa to paradontoza, ne. Si ljudje mislijo, pa se je zdravnik razlagal, imate po 10 let, si mislijo, da nič ni, pa že čisto krvavijo, pa grejo, pa že prepozno, pa mora zobe populiti, pa kaj če je drugo. In to je tudi tak signal, ko ga bi človek, ko poližeš to zrnice, ne, pa če že imaš, pa te bo peklo tam okrog, je logično, ker je odprto vnetje, ne. Tako, kot če bi se vrezal, pa daš to gor, bo malo zapeklo, ampak se bo zacelilo. Se bo zacelilo, ne? Bo se razkužilo. More zaceli vse, ne? To je pa to, ne? Tako. Se pravi, kaj je potem, ko ste omenili, ne? Če opazimo, da smo, na primer, podsoljeni, da imamo premalo te soli, da nam sol zrno paše, ne? Ja. Kako potem nadaljujemo, recimo, našo kuro? Ja, tako pravim, začeti kuhati, tako piše v teh receptih, ne, slavno lahko si izbirate živila, kjera vam pašajo, nič jaz ne pravim, kaj smete, kaj ne sme kdo. Jezik in nos sta najboljši kazalec, ne tisto, kar je, pišejo, pa tega ne smeš, pa mogo ne smeš, pa ne vem vse, ne soli si, ne smeš soli, to je za ledvične bolnike smrtno nevarno, ne, smrtno, ne smrtno, ni nevarno, ampak da prideš na dializo, ne? Ker ledvice brez soli ne morejo funkcionirati, ne morejo izločati, ne morejo čistiti kri, no, po domače rečeno. In ker umetna ledvica, kdor je kak tak pacient, ko je na dializi, dializna tekočina je slana voda. Teče kri, vmes je membrana, tam pa slana voda. Amen. Če se umetna ledvica tako funkcionira, tudi ta prava ne more drugače, ne, vse je kopija. Kaj pa je vse? Vse je kopija človeškega telesa praktično, tudi stroji, pa ono, pa levo, pa desno, to so vse kopije, računalnik. Kaj je kopija možganov, ne obratno, ne?
Niso možgani kopija nekega računalnika. Nič česa si človek ne more izmisliti, kar že ne funkcionira v naravi. Ne? Niti Einsteinove formule si on tudi ni izmislil. To atomske reakcije potekajo cel čas. Ne? Tako. Ja. Tako da Kako je pa to, potem stane, začnemo malo čutiti, da pa nam to pomaga? To nas gavi takoj, potem en znak, sem pozabil, statična elektrika, tresenje. Ne? To je tudi en tak znak, ki je pogost, še bolj pogosto kot vsak drugi. To je večina ljudi, vse občasno, nekatere pa tako, da je groza, trese statične elektrike, ko se dotakne avta ali pa česarkoli že. In tako da se pravi, ko pazimo te znake? Ja, to, da bo, ko te neha statična elektrika tresti, ampak tako res ne en dan, da te misliš, da dobro, nič ni. Ampak tako po nekih 3 mesecih, po tej tretjini se to mora nehati že, ne? Ja, takrat pozabimo, da nas je treslo, ne? Kako ja, je tako tisto, treba pozorno biti na vse te stvari, da vidiš, kako se uravnotežaš, ne? Splošno počutje tudi tisti, ko imajo nizek pritisk, teh ni malo previsoki, imam pa po današnjih normativih, tako skoraj vsak, sploh abrahamci gor, nekaj 140, bi naj bila zgornja meja, takih po Abrahamu že skoraj ni. Pol pa tablete dražijo želodčno sluznico, pa zgaga, pa vse. Eno z drugim in je začaran krog. Tak je in mislim, da bo ta kriza vse nekaj dobrega prinesla. Zdravniki so še, pač ne zdravniki, no vsi govorijo, denarja ni, ne. Treba začeti šparati pri tabletih. Pa to, če bo očitno bo prispevna stopnja, a kaj bi naredili, participacija bi najboljša bila, bi človek sam razmišljal, a res moram jaz 50 tablet na dan požreti zaradi cene že, ne. To je bilo bolj pametno, kot pa prispevno stopnjo, kar vsem dvigniti, ne to, kar zdaj diskusije, ne, participacija, ja. Da vsak malo začel študirati. Pa zakaj pa jaz moram dati, ne vem, koliko, 50 € na mesec, zakaj za tablete, ali koliko pač, no. Dajo ogromno, mislim, dajo, zdaj ne dajo, ker je zastojim vse skupaj, ampak zdravstvo se plačuje, ne, že po prispevkih, tako, posameznik tega ne čuti, ne, ampak vsi skupaj pa vidimo, minusi so, ne. Tako. Vse je skupaj povezano in tako da. Tale paket stane, torej imamo lahko 9 mesecev. Ja, najmanj, no, saj lahko še več. Rezultati se torej lahko poznajo že kar kmalu po uporabi, ne? Ja, od prvega meseca dalje in tako sem rekel, se pol nadaljuje, to statična elektrika po 3 sigurno, pa še se pa začne uravnotežiti, tako sem jaz pri sebi videl, jaz sem že po 3 mesecih videl, da sem na pravi poti, ne, od cukra do holesterola do vse, nisem še bil zunaj, ampak videl sem pa smer, ne, in tam po 9 mesecih, pa v enem letu, pa najtežjih, zato je pa tisti drugi paket tudi, ko je 18 dosti noter, ne, ko že človek vse ima, ali pa če je družina, ne, tudi družinski paket, če se jih pol več za to odloči. Tam v 9 mesecih do 1 leta, ampak tam za take manjše probleme, pač manjše, take bolj nedolžne, 9 mesecev popolnoma zadost, da vidi, pol se moraš pa odločiti, da boš nadaljeval, a boš šel na staro, pa boš pol čez en zdaj spet ponavljal. To je pa, kakor kdo stvar posameznika, ne. Ampak Stane, pa moramo biti bolni, nas že mora kaj matrati, po domače rečeno, da začnemo. Ja, glih danes me je klical en gospod, starejši od mene malo, no, 70, tako je rekel, da je. Potem sem ga vprašal, kaj pa ga je pretegnilo, sem rekel, kaj mu kaj fali, je rekel nič. Pri teh letih, ne, tablet nima, sem rekel, bravo. Preventivno, ko me posluša, no, znajo. In je poskusil. Ja, zelo bo dobil, seveda. Ali je že, mislim, da glih danes bilo včeraj. Ja, bo seveda. To je tako najpametneje, ne. Tudi, če ti nič ni, da sicer mladina tega ne bo naredila, no, ker to po sebi vem, ampak tako ta gospod, to je pa resnično najbolj pametno. Da, pa dobro je, že je mogel zdravo živeti, tudi pa tako, da nima nobenih tablet pri teh letih, ne. To je že v redu. Lahko je pa nekaj druga, da ima pa nizek pritisk, nisem vprašal, ne, pa misli, da mu nič ne fali, pa to je že pri teh letih 130 pritisk je že lahko malo bolj taktno kilavo, ampak no,
Pametno je sigurno preventivno probo, pa te se vidiš. Počutje, se počutil. Kako stvar funkcionira, ne? Ja, seveda. Zdaj recimo, ko prihajajo poletni dnevi, oziroma bolj topli dnevi, no upajmo, da... Danes je že bilo malo. Danes je že bilo malo bolje, ja. Je tudi dobro, recimo, da sol vnesemo v našo prehrano tako, recimo, bom kar povedala, slano limonado sva že midva pila tukaj, ne? Ja, tudi, ja. In to je en odličen osvežilni napitek, ki ga lahko spijemo zjutraj, malo soli, limonado. No, to sem tudi danes poslušal, koliko mladina popije teh energetskih napitkov, kaj so, koliko je že nekaj mladina, taki modrija, osnovnošolska tudi, ne? To je nekaj groznega, tam so kofeini, tam so vse sorte, nekateri elektroliti tudi tam noter. Jaz to, kar bo bilo čisto blago, slano limonado ali pa blago slano vodo, ne samo dobro, to se mladini ne zdi, da je jaz vodo pil, ampak ker v tem prestižnem mnenju, da vsak hoče imeti boljši avto od soseda, tako si misli, da čista voda pa farba je boljša od naravne, ne. Vse to je totalno narobe svetu obrne že. Tako da do kulminacije mora priti, če ne bo, pa sej narava se vedno naredi po svoje, če človek ne zna. Če človek malo strese, malo... Tako, pa potem morda začnemo drugače razmišljati, ne? Kakve poplave, vse se dogaja tako zelo, ne? Ne zdaj, že celo leto, ne pa že par let, ne, je to tako bolj... Bolj razburkano vse skupaj. Ampak dobro je, da poskrbimo torej zase, to je tista prvi korak, ne, k boljšemu jutri, bi lahko rekla. Ja, sigurno, ne pa bolečino odpraviti kar z nekimi tableti, ker bolečina vsaka pomeni, te opozarja, da je nekaj narobe, ne. Nekaj tako, da veš, kar tako, je fajn je že, no, vse prvi moment te že pomaga, ne, ampak moraš pomisliti, pa da boš kar vsak dan neke tablete protibolečinske imel, ne gre, to ti bo, tako pišem v knjigi, sluznico olupilo tako mesar za klobase čreve, ne. Tako je pa tista sluznica ni več debela zadosti, molekularna sita se stanjša, pa res pade v kri, kar vse direkcioni, imaš kolesterol, trigliceride, še več škode naredimo, ne? Ja, ne, seveda, to je točno posledica tega, ne, se stanjšajo sluznice. Ampak to se tudi vidi, že kar tako, recimo, že ima nekdo zelo tanko kožo, že kar na rokah tudi, ali pa kje, no. To je to sluznica, ne, to je zunanja sluznica, vse so to, celo telo je zaprto v kožo, ne. No, vmes so pa tudi prekrati, ko so razne črevesje, tudi cel taka, ki je sluznica, pa okrog molekularna sita, ne, tako to prehaja. Presnova se tako dogaja, ne. Na koži se pa tako ali tako vidijo, ne, spremembe naše notranjosti in na tisto je treba biti pozoren tudi, ne. Ko suha koža zgine, če prej ne pol leta, že more biti drugače, pa je pa vidno že od prvega meseca naprej, ne. Govoriva se to o zunanji uporabi, ne, tudi. Ja, ampak brez notranje, to že pomaga, no, ampak ni to ta pravo. Oboje skupaj najbolj. Kako pa si na primer pripravimo eno tako raztopino, zdaj ene te flaške? Ja, ko je flaška prazna, si damo tisto šprico gor, recimo, ne, ali pa kako drugo tudi, vse, no to šprico, kakiro drugo tudi, no, to je samo toliko, da je v paketu, da ni treba iskati, pa da je človek pozoren, pa da se začne vprašati, zakaj pa to je, ne, če jih odpišem tudi. Pa da uporablja, če že dobimo, ne. Ja, da se začne morsko okolje, si narediš šprico s fajn, ne, nos, nahodi, ušesa, ženske, beli tok, to je tudi, so kandida, ne, pa tako to, isto povsod pač se lepo, no, ali pa eno dozo enkrat na tok cajta daš v kat, ne, to je tudi, ja, taka, moče na začetku gleda, da se prečisti, ne, vse skupaj, da se malo navadi. Ja, malo da vidiš tudi občutek, ampak ni potrebno, pol ne vem koliko količinsko to imate, vse pravim, če 3 grame na dan, tretjina je provedke, je ne ponucati, ne, tako da na vsake toliko cajta že ostane, da lahko tudi si eno razkošje narediš v kadi, pa tako naprej. No, potem zobe umiva s tem, ne, pripravljati na dozi, tudi to začuti. Takoj na to, niti ne treba paste.
je že treba gledati, da niso paste s kvarcom, ne, da so take, zdaj ne vem, a so še, da ti prav rani kožo, ne, kot je to šmirgl papir je to, kvarc, no, ampak fino zmlet, ne, beli zobe, takoj na neke čisto nežne, brez flora, ali pa tudi čist nobene škode si ne bo noben rekel, če se samo neslavno vodo, not namočiš krtačko, pa si tak gor pa dol, ne, sem pa tja, da si še tam ne odpreš kaj, ne. Ali pa če splahnjuješ, verjetno, ne, ja, tudi kakšno grgranje, ja, seveda, ker večina že ne bo šla samo na to, no, samo na to, pretežno. Ampak vse to, da naredi, ne, si kar stico šprico, pošpricaš not, pa izpluneš, da se vse tistega flora znebiš, ki je po vseh pastah skoraj za otroke, ne. Da ga ne poje, ne, s tistim vred. Splahniti, slana voda, pa vem pluniti. Pa pluniti ven in je to to. Stane bova še povabila enkrat gledalke, gledalce, naj pokličejo, 090 500 600 je naša telefonska številka. €1,49 je klic, ne na minuto, ampak celoten klic, torej si lahko vzamete čas, pa stanete, kaj vprašate. Za vaš klic dobite tudi eno dozo za pokušino, a ne, Stane, izven etra oziroma potem v odzivnik pa pokličete, pustite svoje podatke in dobite po pošti. Za kakšno vašo izkušnjo tudi se priporočamo, ne, da kaj povedo, ali pa kaj vprašajo. Tudi tisti, ko ne pride veter, ne, na odzivnik lahko tudi si naroči brezplačen vzorec, samo poštnino bo plačal, ni drugo, ne. Aha, dobro. Ki je glih toliko, ko pa če not pokliče €1,5 približno. Tako, no, zanimivo, da date, ne, za poskusiti. Par je že kar šlo jih teh takih vzorcev, seveda, ampak jaz vsakemu rečem, pa zdaj, ko te prve znake ugotovi, ne, pa naj bo to. Se odloči za to in začeti uporabljati, ne. Ja, pri shujševalnih urah sploh, ne. Sploh zdaj, ne, bo to bolj aktualno, ja. Zdaj so glih svedo. Zdaj so razne čaje, pa kaj sem bral po nekaj, pa ona hitro hujša, pa je že mogoče tudi, da je to, ampak more vsaka misliti, pa vsak, če začne hujšati, kaj je z elektroliti. Ker teh diet je največ neslanih. Bilo do zdaj je že malo po mojih teh 10-letnih, pa še kako, ko to trdim, da ga ne lomijo. Premalo slana hrana redi in povzroča bolezni, to je dejstvo. Samo ne moreš z jedilno soljo tega doseči. In pri shujševalnih urah, da se ne zgodi, da bo res shujša, ampak najprej dehidrira človek, ker brez soli se voda ne drži, ne, se potijo, pa ono, pa tak naprej. Pa na koncu se pa podsoliš, elektrolitov tako zmanjka, da se ne moreš ubraniti več, da bi nekaj, ne veš, kaj ti manjka. Ali sladko, ali slano, karkoli, ne. Ja, sladko že tudi, ampak se ne zaveš, da ti soli manjka. Lahko pa sežeš po kruhu, pa polne, tam pa je sol, no. Pa je pa 10 kg dol, pa 20 nazaj gor. Ker ne moreš tič telesa okrog prinesti. To je tudi bilo pred kratkim na televiziji, manekenke, tiste trlice, papir toaletno, ali kako čveklijo, da si lahko to, pa se malo prehlajade, no. A to pa absolutno. No, ampak, to se denar dela, ne. V skrajnosti upamo, da naši gledalci ne gredo. Bolj ljubi denar kot svoje telo, ne. Ima take male trlice. Ja, žal, Stane, saj veste, kaj je vse, ne. Vsak zase ve, ne. Telesa svojega sam gospodar, saj dela kar čez njim. Je tudi meni vseeno, no, ampak. No, ampak glede na vaše izkušnje, absolutno priporočate. No, vseeno mi je kaj dela, ampak če pa njemu samemu sebi ni vseeno, pa ima tu, evo, rešitev. Tako, čisto naravno, rešitev, ki ne stane veliko, rešitev, ki ne bo od njega zahtevala, da spremeni življenje, ne, to so malenkosti, ne. Tisto spremembo, način kuhanja in tako naprej. No, in način kuhanja tudi je odlično predstavljen v tej knjigi. V biodieti, nekaj receptov v njih, to so klasični recepti. Za en mesec, tako ja, za vsak dan enega, za enka za kosilo, enka za večerjo. Prehrano, ja. In če te recepte nekako osvojimo, potem tako ali tako bomo znali kuhati potem, ne. Točno, lahko vsak teden kupujejo teh, kaj so že takih knjižic, revij je polno, ne, a pa nimaš revije, da ne bi neki kuharski recepti, no, za cajtno več ni.
Očitno, ne vem, zakaj je to tako se razpaslo, so ljudje več ne vejo, kaj bi jedli, ali kaj, ja, pa vsi mislijo, da kaj narobe, ker to je res nekaj neverjetnega. Včasih je bila slovenska kuharica pa amen. No, potem zdaj pa to pa ni več cajtnih nekih, ne resnih, ne onih rumenih, ne kjerih, da ne je bilo kuharskih receptov not, ne. Tako da, hrana in sol. Kuharski recepti so že v redu, ne jih kupujejo vsak teden, vsak dan drugega si izmisli, kdor ima cajt. To moramo upoštevati. Tako. Ja, to. Recimo, ena stvar, ki jo tudi sprašujejo, ko se tako pogovarjamo, sol je groba, ne, oziroma ta je v malo večjih kristalčkih. Zdaj je že taka, da ni potrebno, lahko, če pa kdo hoče, si jo pa ne za kakšne solate, no, govorim. Ja, no, pa zdaj ni več, sem zadnjič predstavljal, pa vse sem to napovedovala, smo tudi midva, pa že en cajt, ampak zdaj sem pa jaz pogruntal tehnologijo, ker je ne smeš mlet, ne. Ja. Tako da je bolj drobna, ampak ni pa pokvarjena, ker če ti neke grobe kristale začneš grobe, katerekoli na silo lomiti, ne. Tretji, ne. Z moždenem ali s kakršnikoli trdim, kovinskim ali pa kamenjem, ne. Sploh kovinskim ne. Ja, ne, tisto je vseeno kamen, ko ga ti tako, ker to pa pol tolče je gor možno, ne, saj ne moš, a pa mlini, taki kovinski, ko ima brzine, ne, je tudi se take energije sproščajo, da je tako, da bi jo kuhal, ne. In je pol, nič hudega to ni, ampak ni pa učinkov več, ne. Učinka ni takšnega, tako da to je zdaj... Se tako ali tako raztopi, ne. Kljub temu je drobna bolj z istimi učinki kot, to sem dolgo testiral pa. Je toliko drobna, da še ima tisti učinek malo večjega kristala, ne. Ja, malo, ja, ni fin, ni to prah, ne. Tako. Ampak ni več tistih, tako so v začetku govorili, so skale noter, ja, no, sej, če damo na temperaturo juhe, ne, na krožniku, se tako ali tako raztopi hitro, ne. Čisto na vse se da, samo seveda, ker je človek navajen na prah že dolgo, ne. Ja. No, ne tako dolgo, glih 100 let recimo. No. Takrat so se začele kamene soli mlet, ne, na mline, ali pa, tako so zdaj postopki, da se slanica kuha, ne, pa pol izpareja, vem, pa skozi taka sita oziroma dol se suši na vročem luftu, da je pol tak prah, ne. Tisti prah, ne. Ja, in vsak misli, ja, čim bolj fajn. Da mora biti sol takšen. Ja, samo ne, to je glih ta prah, to, da jo čutiš, pa da je vseeno ni prah, ni pa več tako grobo, da bi te to nekako bremzalo, ne. Tako konec koncev tudi za džimp nimamo v prahu, ne. Ja, no, ja, kako da ne. Ja, to je tudi napaka. Svežih, ne. Popor je najboljši, tisti je pa res v terilniku najboljšega, kar... Ko ga svežega streš, ne. Ja, ampak nisem pa nekaj po spletu kupil, naročil zadnjič, ravno zaradi testiranja mlinček, ki je noter iz polimera, ni kovina, ni kamenina, ni to, in ni tak trd, ne, za popr. Na baterijo, če ga tako fajn ni treba, mi ga žrmnat in ga tako testiram in to bi takoj videl na popru, recimo, če ga, pa tudi tisti, ko so mleti, ne, preizkusi enostavno, na juho gor, vročo, pač pod 65 stopinj, če tisto kar potone, je bil pregret že popr, mora se tako razbliniti gor, po tisti juhi, tisti je v redu, ja. Aha, no, tak zanimiv test, ja. Ja, seveda. Zanimivo takšni nasveti, ja. No, pa druge stvari tudi, ne, v Srbiji se pravi včasih, ko smo tucana paprika, ni mleta, tucana, no, tako na možnar. Tam popra, ko sem jaz vojski bil, pa še pol, ko smo hodili redko, da bi bil popr, tista je bila, ampak pravi, ni bila mleta v prah, danes je pa to že, ne. In to, zdaj, kako to melejo, pa kako že pred melejo, če ga prej polomijo, ali s poprom, ali s papriko, ali s čimerkoli, kakimi začimami, da so jih pregreli pri sušenju, je fertik tega učinka. Diši že, pa okus je že, ampak ni več tega, ne. Tistih vsebin, ne, ki ne bi... Tega bi okoda, C-vitamin in sol. Kam pa lahko sol, na primer, stane mešamo? Limonado smo prej povedala, torej sol, limona je v redu, ne. Nič kaj, da bi se teplo, ne, s kakšnimi... Tudi v vinu lahko mešamo, če v pivu tudi, kjer ga... Samo
Vodka, z vodko, ne, so tudi Rusi se mi zdi pijejo. Ja, ne slavno, gliše, to sem jaz učil slavno limonado zraven vodke, davno, po 10 let, ja. Sem glih hodil v vrstnih malo pokazal jim drugače, pa eno vse recept je tudi noter. Ko pišem, če si pa slučajno v Moskvi, pa si naredi slavno limonado. Slavno limonado. Z vodko. Dobro. Kapljico vodo, žeb, ne? Seveda. Ne, ena. Pol vodke, pol limonade slavne. Tako normalno delajo v Rusiji. Ja, no, Čisto je že prehudo. Je prav, da okusimo tudi njihovo kulturo, ne, če smo že tam. Mogoče zdaj, glitak Rusi, Coca-Cola reš pije, pač, pa tiste, ko je glitak fig, ga še slabši lahko, nekako, pač te energetske pijače, ne. Tako. Glitak odvisnik postane, pa še vse. Ni dobro, ne. Nazaj k naravi. Tudi športniki, ne, zdaj, ko ste omenjali te energijske pijače in vse te zadeve, ne. Vse konec koncev tu so elektroliti, ne, ampak so polno umetnih stvari zraven v tistih pijačah. Pa še kakšni drugi medikamenti. Dodatki, barvila, vse, ja. Se pravi, kaj je potem svetujete? Kaj je oni pil, ko so mu vzeli, kaj je že, kolesar, no, s čim se kaj on trpil. Armstrong, dobro, tisto je verjetno še bilo kaj več kot kakšna energijska pijača. Ja, že, seveda, sigurno, ne, nekaj ti zburi na hitrico. Si misliš, da si poln energije, sam pol pa, ne to, da so ga zdaj dobili, tako dobro so ga dobili. Dobro, če da je bi tako preživel, dolgo nadaljeval, ja, se to je. Res je. Kaj pa potenje, naprimer, ne? Ja, potenje je tudi en znak pomanjkanja elektrolitov, ker če ni v telesnih tekočinah, od krvi do vseh to ravnotežje, fiziološka raztopina, soli zadosti noter, soli v organizmu je tako povprečno ena doza, ne. To je tudi, to vse se mi je išlo takrat, ko sem jaz to delal pa razvijal. Boš vse, kar boš spil vode več, je telo ne bo zadržalo, boš izločil, ne, da pa manj soli je, manj bo tudi vode in kri gosta postane in vse take štosi nastanejo, ne. Pa potenje, seveda, telo se, jaz sem čas Švico tako streljal, zdaj ne, razen če fajn služba špilamo, to je že pa. Dobro, no, do neke mere je zdravo, ne? Ampak takrat je treba pri športu glih, ker izločaš z potom tudi sol, ne. Ja. Lepo nadoknadi, slavno vodo malo ali pa limonado ali pa samo čisto dosti slavna voda, taka fina mineralna, ne koncentrirana fiziološka raztopina, to ne. To je ena fina mineralna, en korovček, tako ko sem rekel, da špricati, ne. Tako. Se pravi, stane... 1 gram na liter, tako, kar je dejstvo, pretiravanje tukaj ne sme biti, ne. Ne, pa seveda ne, sebi tako hitro opazil tudi. Sicer pri majhnih količinah tako pretiravanja, ki izloči se to brez problema, ampak ne, če bi pa šel eno dozo si raztopil koncentrirano, pa na X spil, te pa pobere, takoj ti popolkajo vse membrane, ne. To je pa samo tak normen, da navedni... Niti težko bi po moje, ne, tudi šlo to, ne, skozi. Ampak ja, ampak so tudi samomori na ta način, ko sem literature študiral, je tak recept bil. No, ja, se bolj enostavno. Treba misliti, ni samo 2 litra morske vode piješ na X, se ne da, ampak kaj to, da ne bi čutil, da ga ne bi se grlo zaprlo, ampak ja, to, ki pride pol do osmotskih pritiskov takih, da celične membrane popokajo, ne, fertik, amen. Obratno tudi, ne. Ja. Če ni elektrolitov, glitak popokajo, ko ni, ne, pa z one strani sem tiši, ne, mora biti v ravnotežju. Stane, zdajle bomo imeli na vrtu tudi kmalu veliko zelenjave, vsega tega, ne? Ja, regrat je že, sem ga že probal. Že pri nas gor tu tudi je sigurno po Savinjski. Je, seveda. Regrat je ena dobra stvar, no regrat je grenek, ne? In ta moja biokoda soj in C-vitamin je tako gren kot pelin, ne, tako po okusu. Ja. Ja, če je taka koncentracija 1:1, ampak to tu noter ni neki pa. In se spominjam takrat 10 let, pa 12-13 let, tako mi je pasel hren, pa vse druge hren tudi. Regrat? Regrat, ja. Pa še drugo, bolj gren, ko je, bolj mi je bilo fino. Ja, ker to sem od tega, kar opisujem, ne. Drugač pa nimaš boljše solate, lahko tudi lepo jajce gor skuhaš, lahko. No, z ono gospo, ko smo danes govorila,
špehov regrat, poznate ta izraz? Na mesto olja se mama dela s panceto, to je slanina. Ja. Rekel, jaz za naslednjo zimo poslal, da naredim meni in sebi take ta prave pancete, bomo bolj probali. In to je vroče, malo, ker in regrat, če pa bolj star že, ni čez 65 dni, ampak malo ga omehča, malo daš kis gor, da malo ohladiš, in je to super zadeva. Zanimivo. Tako da v cvirki so to nova pa panceta, če je ta prava, da ni soli, samo ta gospa, fajn recept mi je tudi ta gospa povedala, kako si zaseko delajo, pač ne v cvirke. To nisem vedel, ne bom izdal zdaj. Ko gospa, če bo daj poklicala, naj sama pove, kaj dela. Dobro, kako to dela, ne? Opasno je. No, zanimivo. Se da, ne? Tudi potem s pravilno uporabo, ne, soli. Ja, seveda, sicer ni imela glih, tam zelo malenko zna, pa nam je zgora, zdaj požeče bo kdaj. Tako, če jo poklicala, pa ne nam zaupa, ne, kako in kaj. Skratka, kar je bistvo, je to, da čisto sol tako ali tako v življenju uporabljamo vsak dan. Če jo zamenjamo... Ni hrane brez soli za človeka, razen tisti, ko so presnojedci. Tisti pa res... No, se konec koncev tudi vsa živila, tudi presna, surova, imajo nekaj soli že vse. Ja, imajo, samo iz tega razloga, kar sem prej razlagal, vedno manj, ne. Ker so solate. Samo solato, pa kar v bazen namočijo, pa nekaj umetno, tako tudi, ne. Se izpere in potem ni nič. Pa vsaka, zato ji fali solati tudi sol, že še pa človeku še tam noti ne najde, ne. Tako. Teda tista presna hrana, če ni res tako, ko se spodobi, je tudi brez soli za vsak slučaj, teh imam že veliko, ne, presno jedcev. 1 gram soli na dan, da naš riskiral nič, ne, da ti bo elektrolitu zmanjkalo, teh je kakor hočete. Ko se začne postiti, oziroma na te sokove, recimo, iti, ne, presne, je že par mesecev se fajn, se ščisti, seveda, vse, ampak pol se pa zgodi, elektrolitu zmanjka in začne trest, ne, tako so postali pozorni tudi, ko še z razne vdaje, pa razgovore, pa po forumih. To, če se enemu presnojedcu zgodi, takoj mora vedeti, kaj je razlog, točno to. In tak en gram, ne, ščepec, soli na dan ima čisto zadost. Zdaj pa bolj bo industrijsko tisto zelenjavo jedo, ker nekaj v enem mestu še ni najtržen, če so že, samo tudi tam ni več ziher, kaj je, ne. Če pa se kar tako prehranjuješ po teh hipermarketih, pa tam po tistem je pa logično, da, ampak je pa stokrat bolj pametno to kupiti, pa posoliti tako treba, ko pa kupiti ne vem kako solato, pa svojo, to je tudi tragedija, ljudje imajo svoje vrtove, ne, pa na koncu spet zavši z napačno soljo, na napačen način. Tako da, ja. Potem ne naredimo nič, ne. Ja. Če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, to še vedno velja, ne, Stane? Vedno in bo vedno tudi veljalo, in me nihče ne ogovarja. Vse mi še nikoli ni tako, no, razen kakih komentarji kdaj. No, ampak to se vedno najde, ne, se to je. Ampak kako pa zdaj mi pridemo, na primer, do tega paketa, ta je prvi, torej v drugem potem nadaljevalnem, lahko rečemo, ne, ja, vse sta dva paketa, sta taka najcenejša, glede na, če bi posamično kupovali, ne. Bi bilo dražje, ja. Ta, ki imata tudi na internetni strani, kdor malo vidi, vsak si prebere, zdravo se upiše, pa bo dobil vse, o čem tudi govoriva. In ta je, tako se lotiti, no, s tem, pol pa nadaljevati, pa če je družina še pa tako že zoni, ko jih je 18, no, to imaš pa... Kar za nekaj časa, ne? Ja, seveda, kako mislite, ja, če to je za 9 mesecev, ne pa za 18, če gledam eno osebo, ne, če je pa družina, je pa tako za 1 leto. Tolikokrat manj, ja. Ampak, Stane, moramo, na primer, potem mi kaj prekiniti z uporabo te soli ali ne, ali jo lahko enostavno zamenjamo za našo vsakdanjo? To pa prepuščam vsakemu svoji njegovi zdravi pameti, ne. Tako sem prej rekel na začetku, ne, lahko pa pol opusti, pa bo čez... Nekaj časa spet moral nazaj. Zdaj vse ve, kaj mora poiskati, če se mu zopet se tega, kakor hočete, ne. Da pozabi, ali pa ono, vseh klicev je tudi bilo. Danes so nekam molčijo,
Smo jih prestrašila, s čim ali kaj ne, ni bilo kaj. Verjetno, kakšno sonce. Ali pa sva povedala dovolj, no, mogoče pa ste zanimivosti povedali tako. Tako da ja, to jaz nič ne pravim, da mora kar celo življenje, kar hoče kdo. Tu ima rezultat dobiti, da bo se pa ne odloči sam, kaj bo. Že to, tudi če jo enkrat uporabimo, je vsekakor bolje, kot da je sploh ne. Sigurno, vse pravim, če se bo vrnil, bo vse vedel, o čem ga je spet polomil, no. Če ga bo začel spet šipati, nekaj pa zgaga, pa ono, kar se dogaja, vem. Po mene kličejo. Kaj pa, naprimer, zdajle 3 minutke še imava do konca, razpon let, naprimer, kdo lahko uporablja, prej ste omenili nosečnice. Se pravi, ni kakšnih omejitev. Tiste še bolj, ne, seveda ne. Tiste še bolj, ker otrok črpa solne elektrolite, da mamico ne bi spumpal. Je to takoj pametno. A pa tudi neplodni pari, ne, to je spet razlog. V velikih primerih, točno v tem, če pH-ji niso uravnoteženi, če pH sperme ni alkalen, 8,5, tista semenčica ne bo imela energije, da je plava, potem pa šteje pod mikroskopom, pa pravi, drugače pa ne krivda. Razlog je pri moškem in pri ravnotežen, to ni včasih veljalo, samo ženske neplodne, pa se ni res to. Je vse tisti hec je tudi bil, ki ona voda, kira že, bosanska, kaj, za neplod, nekako že, ne vem. Smo se šalili tako v tistih cajtih, ja. Drugače pa starejši, najstniki, cel spekter ljudi, ne, lahko uporablja. Seveda, na mesto čistih pofarbanih vod, tako se doktori bunijo, ne, pa točno prav imajo. Modriji se za malo zdi, da bi vodo pilo, ne. Neka farba, vsaj znam, da se zdi, da ima. Nema soli v glavi. Zanimivo. Ko bodo spet sončni dnevi, Stane si bova privoščila še slano limonado, ne? Ja, to pa pošprica se, pripravlja se na morje, da ne bo pol se zgodilo, ko skočiš takoj v morsko vodo, pa si ti pa kar name. Tisto, ko je podsoljen, bo sol vsrkalo telo, ne? Se bo koža vnela, pa bežijo, pa se pod morelami skrivajo, pa nič ne plavajo. Totalna napaka, ne. Se pravi, dobro je, če si pripravimo že doma morje. Sveda to, ja, ker tam je res težko, da bi nadaljeval, ker potem te sonce usmodi, ko hudiča, pa tako pa priležijo in teden, 14 dni, senci, pa tablete, človeka, malo tistega dopusta nič, ne. Pa spet ni nič. Pametno se je. Zdaj začeti pripravljati, ja. Tako, malo pripravi telo, pa konec koncev je tako to zdravo, ne, in če pravilno uporabljamo, lahko nam samo koristi. Stane, dobro, predstavila se bo torej paket našim gledalkam, gledalcem, tudi kam lahko pokličejo, tako, tudi vzorček lahko naročijo, skratka, ste vedno na voljo na odzivniku 24 ur na dan, če se ne oglasite oziroma v vsakem primeru pokličete nazaj, kako in kaj, ne, in se potem dogovorite. Do prihodnje srede, Stane, lep pozdrav, lepo se imejte, zdravi ostanite. Da vidimo, če bomo imeli dež ali sonce. Bomo videli, ja, upajmo na najboljše, ne? Čeprav tudi dež je dobrodošel, pa ne smemo, ne, jamrati. Tako, Stane, hvala lepa in do prihodnje srede, lepo se imejte. Živjo. Vi pa tudi, drage gledalke, cenjeni gledalci, bodite z nami prihodnjo sredo. Pokličite nas, Stane bo tukaj za vas in verjamem, da bo z veseljem odgovoril na kakšno vaše vprašanje. Lahko noč.